Lepo pozdravljeni v novem podcastu o slovenskem šolstvu. O tem, kakšno je današnje šolstvo, o tem, kakšno šolstvo si pravzaprav želimo, kaj naši otroci v osnovni šoli dobijo, kaj potrebujejo in kaj si morda tudi starši predstavljamo, da bi jim lahko bilo bolje, pa tudi kaj učitelji, učiteljice, ravnatelji vidijo, da bi lahko bilo bolje, pa se morda ne da spremeniti zaradi staršev, sistema, politike ali pa, ker morda vse skupaj prihaja prehitro ali pa prepočasi. Pa naj bo dovolj, današnja tema je sila enostavna in sicer učenje. Kakšen pravzaprav naš šolski sistem je, ko gre za poučevanje? Se lotevamo kakšnih novih metod ali dovolj opremimo naše otroke za čas, ki je pred njimi? Ali se morda preveč oklepamo nekih starih navad? Kaj pa digitalizacija? Kaj pa čustvena inteligenca? En kup vprašanj, pa 3 gostje, ki bodo imeli, verjamem, da tudi kup odgovorov. En lep pozdrav. Pozdravljeni. Ja, kje začnemo? Najprej pri Mateji Urbančič-Jelovšek, Osnovna šola Majde Vrhovnik Ljubljana, ravnateljica, in lep pozdrav. Dober dan želim. Pripeljali ste seboj tudi vašo učiteljico Vanjo Potočar. Lep pozdrav, Vanja. Pozdravljena. In pa Janez Kobe, ravnatelj Osnovne šole Milojke Štrukelj iz Nove Gorice. Lep pozdrav. Lep pozdrav vsem. 12 podcastov smo naredili, no, ta je zdaj eden izmed teh 12, pa prav vse vprašam, kako je sedeti nazaj v šolski klopi na drugi strani, ko imate učitelja pa tukaj za katedrom? Ja, začetek je bil dober, ampak če bo pa dalj, trajalo bo pa zahtevno. Vi ste malce veliki, upam, da vam ne bo preveč neugodno. No. Ravno to, malo smo zrasli v tem času, vendar občutek je dober. Je odlično. Ja, kje začnemo? Bistvo današnjega pogovora je prav to, kako učitelji, učiteljice znanje podajajo, kako ga sprejemajo učenke, učenci, po drugi strani pa tudi, ali se to kaj spreminja, se dovolj hitro spreminja. Zato mogoče najprej, kakšen način poučevanja danes še vedno velja v naših osnovnih šolah. Je to ta klasični, učitelj pride, se usede za svojo klop, ki seveda ni več takšna, no, učenci takole sedijo in poslušajo 45 minut. Žal to ne gre. Ne? Če bi tako šlo, potem bi učenci dobro napredovali. Ampak trenutno je potrebno res biti kreativen, iznajdljiv. Učitelj mora biti resnično fleksibilen. Ko pride v razred, že takoj vidi energijo, začuti energijo. In potem praktično doma načrtuje. Pomembno je, da doma dobro načrtuje, da veliko pripravi in potem ponudi otrokom. Seveda, zdaj pa različne zadeve. Če dolgo časa s temi otroki dela, ima lahko delo po skupinah, potem razne druga dela so recimo v tandemu, potem razno raziskovanje, projektne naloge. Skratka, verjetno boste še kolega več povedali ali pa kolegica. Drugače pa se veliko da preko igre. Preko kakšnih vprašanj, predvsem pa, da učitelj ne sedi in da učenci ne sedijo. Kdor ima danes tak pouk, verjamem, da ni uspešen. Pri vas imate kakšne učitelje ali učiteljice, ki imajo ne tak pouk, takšno avtoriteto, da ko pridejo v razred učenci in učenke, vendarle sedijo in poslušajo 45 minut? Imamo tudi take, ja. Čeprav pri tako zahtevnih otrocih je to vse težje. Tudi tisti učitelji, ki so avtoritete, ki jih lahko pohvalimo, ko res tiste, ki znajo to narediti, že včasih težko zmorejo, sploh pa zdaj, ko prihajajo ti poletni meseci, ko so že bolj razigrani, ko jih že zanimajo druge stvari, tako da ja, težko je vzpostavljati disciplino in red, sploh pa tam, kjer so veliki oddelki, kjer je veliko otrok na enem mestu. Vi ste ravnatelj, vse sem na začetku rekel, malce višji, se vas otroci pa ne vem, bojijo, ne v takšnem smislu, da bi zdaj vzeli kakšno šibo v roko, ampak vendarle ta avtoriteta pride morda tudi s pojavnostjo. Vemo, da je v osnovnih šolah v Sloveniji skoraj 80% učiteljev pa bolj malo. Ali to pomaga vzpostaviti avtoriteto? Ja, recimo včasih, ne pa vedno. Tako bomo rekli, ko so mlajši, imajo otroci ravnatelja zelo radi, zelo ga cenijo, spoštujejo in tudi zelo ubogajo. Potem, ko malo odrastejo, ko je še puberteta, ko jih zanimajo drugi, takrat pa tudi malo manj, oziroma se ustrašijo, obljubijo marsikaj, naredijo pa še vedno po svoje. Vanja, kateri razred poučujete? 1. razred. Dobro, v 1. razredu je res danes malce drugače, ampak ta slika iz televizij, tudi sam sem vodil dolga leta oddajo, vedno, ko smo pokazali razred, je vedno izgledalo tako: učiteljica pri tabli, učenci pa pridno v klopeh. A to zgolj za televizijo posnamemo takšne kadre? Pri meni ne bi tak kader posmeli. Ja, jaz
upam, da tega ni veliko. Jaz sicer imam stol, imam mizo, ampak za odlaganje zvezkov, beležk. Drugače sem pa neprestano med učenci in to je bistvo našega sodobnega poučevanja. Ni več frontalne oblike dela. Če se vrnem na avtoriteto, učitelj ima lahko tudi drugače spostavi avtoriteta, ne tako, da stoji pred tablo, ampak tudi med njimi. Sicer rabimo 3 mesece v 1. razredu, da se neko uvajalno obdobje, ampak potem pa to teče in vejo, kaj so njihove naloge, kaj so naše. Ja, zdaj bomo kar pri tej prvi temi današnjega pogovora ostali. To je torej ta način poučevanja v razredu, kjer res večina staršev še vedno misli, da je tako ali pa bi vsaj moralo biti. Dostikrat slišimo, otroci so danes bolj živahni, težje se zberejo in mi vedno pomislimo, ja seveda, posedite jih, pa naj bo tišina. Zakaj torej to ne deluje? Kaj se je spremenilo? Ker najprej mlajše imamo, se upravičujem, mlajša generacija je, in otroci so zelo igrivi. Tudi to je problem, da nekateri so januarja rojeni, nekateri novembra. To so skoraj 1 leto je razlika, starostna in socialna nezrelost. Tukaj se pokaže, socialna zrelost oziroma nezrelost in v tem so razlike. In jaz pravim, dober učitelj je tisti, ki vse to skupaj zna obvladati. Zato je pomen igra in gibanje. Ni več frontalnega, tako kot to zelo velikokrat ponavljam, imamo klopi po skupinah, zato je veliko timskega dela, to se pravi v skupini ali v dvojicah in preko igre. Lahko učiš kljub temu matematiko, slovenščino, imamo 6 predmetov oziroma 7 z angleščino, in to lahko narediš preko igre. In meni je cilj to, da otrok reče, kdaj se bomo danes učili. To je meni pohvala. Da otrok ne čuti, da se uči, ampak preko iger, takih dejavnosti, aktivnosti, seveda učitelj ima s tem kar veliko dela, rabi veliko rekvizitov, veliko priprav na to, ampak igra mora biti, čeprav učenje. Vi ste bila učiteljica 1., 2., 3., 4. razreda. Če v 1. razredu, pa tudi v 2. še razumemo to igro, ampak potem pa pridejo, delovni zvezki pa naloge. Kako je torej to poučevanje mogoče peljati v teh malce višjih, vse potem pridemo pa še do bolj odraslih otrok? Še vedno se da, tako kot je kolegica rekla, še vedno se da, da v določenem obdobju, ko recimo jemlješ obravnavo nekih črk, je potrebno neka frontalna oblika, da imajo otroci naravnost, da naravnost gledajo, da se pravilno učijo držati pisalo oziroma potem, kako se črka, kje se prične pisati, ali pa potem same števila. Je pa pomembno spet, tudi v 3., tudi v 4., tudi v 5. razredu, da imajo ti otroci veliko gibanja. Greš z njimi v naravo, v okolico šole. Seveda, zdaj tukaj so tudi ovire. Velikokrat imajo, tako kot je prej kolega rekel, če je v razredu 28 otrok, učitelj sam ne more z njimi iti, na nek travnik, ki je oddaljen od šole, 500 metrov, kilometer ali pa sploh, če je cesta prometna. Ampak v glavnem potrebno je tako organizirati. Sicer pa tudi v višjih razredih, sploh od 1. do 5. razreda, je pomembno, da otroci imajo gibanje, da imajo tudi minute za zdravje, rekreativni odmori so. Sploh na šolah iščemo nove poti, kako bi otroke, bom rekla, spravili v gibanje, kajti ko imamo mi rekreativni odmor, nagovorimo otroke, da bi šli ven, a jih moramo na nek način pridobiti, ker oni bi bili raje noter sedeli, sicer telefoni so prepovedani, pa vendar bi radi bili sedečem položaju, če rečemo. Kar se tiče pa potem na predmetni stopnji, je počasih malo težje, pa vendar, tako kot je rekla gospa Vanja, je potrebno, da se učitelj doma dobro pripravi. Če učitelj doma dobro pripravi, kaj bo poučeval, da pride dobro pripravljen v razred, da ve, kaj pričakuje in otrokom predstavi, kaj pričakuje, oziroma nek problemsko vprašanje, problemsko nalogo, projektno nalogo, da potem otroci sodelujo sami in učitelj se zopet giblje med njimi. Ni samo v 1. razredu tako, tudi na predmetni stopnji je lahko, samo je pa veliko priprav doma. In to, jaz sem vedno se, bom rekla, k temu nagibala in rekla, bolje doma dobro se pripraviti in v šoli potem dobro teče delo.
učenci so pa zadovoljni. Ne? Janez, a so današnji otroci toliko drugačni od nas? Mi smo pač morali sedeti, a ne? Zdaj slišimo, treba se gibati, pa gremo ven. Mi smo šli ven 3-krat na teden, ko je bila telovadba. Kaj se je torej spremenilo, da je treba zdaj že pri tej osnovni celici, torej kako se bomo sploh lotili pouka, toliko spremeniti? Mislim, da vse generacije že od nekdaj, že od pamti veka naprej govori, mi smo pa bili drugačni, kot kar je ta mladina zdaj. V bistvu ne. Mladina je vedno enaka, samo vplivi, v katerem odraščajo, so malo drugačni oziroma so specifični. Recimo, danes mogoče najbolj moteče to, da v naš šolski prostor vstopa vse, se pravi, najbolj pa tista prepovedana tehnologija, bomo rekli, se pravi, ki je moteča, ki sicer naj bi jo koristno uporabili, vendar pač oni jo potrebujejo za to, da se imajo lepo. In ja, kaj najbolj moti, se pravi, sam proces, največkrat to, da se da misli posvečajo tistemu, kaj se dogaja na njihovih teh mobilnih napravah, da so z mislimi tam, kaj se bo zgodilo, kdo bo kaj pogledal, povšečkal in to izkorišča tudi med samim poukom. Zdaj sam način poučevanja, ja, se spreminja. Samo moram reči, da naš sistem je zelo tok in se od same fakultete naprej počasi spreminja. In tudi učitelji, bomo rekli, ob vseh spremembah, ki se dogajajo v šoli, so to spremembe zakonodaje in vse, težko spremljajo in v bistvu vlagajo, se pravi, vso energijo v to. Ker v bistvu je to, kot sta že predhodnici povedali, ja, učitelj se mora dobro pripraviti, učitelj mora v razred biti suveren, se pravi, mora vedeti, kaj bo delal, mora vedeti, kaj bo naredil s takimi učenci, ki so moteči, se pravi, niti so ja, te bom peljala k ravnatelju oziroma te bom poslala ven ali pa bom poklical starše recimo, ampak mora na ustrezen način motivirati te učence. To je pa včasih najtežje, sploh v današnjem času. Pogledal sem malce, kakšne načine poučevanja imajo drugje po Evropi. Na primer v Estoniji, na Finskem je poudarek na učenju z raziskovanjem in povezovanju predmetov, se pravi ta interdisciplinarnost, o kateri zelo radi govorimo. Koliko tega imate pri vas? Koliko tega je mogoče? Ja, zdaj pri nas se trudimo imeti medpredmetno poučevanje. Ne? Zdaj, to so dnevi dejavnosti, vsak oddelek ima 15 dnevov dejavnosti, takrat se učitelji zelo organizirajo, ne? Med sabo je zelo veliko povezovanja, sicer pa tudi imamo tedenske tematike, recimo določen teden, ne vem, zaživimo z okoljem, zaživimo z vodo in potem cela šola diha v tej smeri, ne? In je potem res tudi bolj raziskovalno. Ne da se pa to ves čas, čisto tako bi rekla. Zdaj obstajajo tudi, se pravi, sodobnejši načini poučevanja, največkrat omenjamo prav to formativno spremljanje pouka, ko naj bi bil pouk drugačen, ne več usmerjen od učitelja k učencu, ampak v bistvu naj bi bil pouk usmerjen v učenca. Učenec je tisti, ki raziskuje, ki išče in ni podvržen samo predavanju, bomo rekli, učitelja. Se pravi, ta način v bistvu narekuje učencu, da sam raziskuje, da sam pride do znanja in ni odvisen samo od tistega, kar mu pove učitelj. Ker ga dostikrat ne posluša, ne dela domače naloge. Če pa mislimo, naložiš del te odgovornosti, da je za svoje znanje odgovoren sam, potem se pravi, bo tudi znanje drugačno oziroma boljše. Je pa res, da, bom rekel, tega predmeta na fakultetah še ne poučujejo in da tudi na naših šolah smo pač odvisni od entuzijastov, so tistih, ki želijo nekaj novega, ker je to sprememba v mišljenju, se pravi, če želiš poučevati drugače, moraš pozabiti na tisto, kar si delal prej in moraš v bistvu narediti vse na novo. Pri tem pa je v bistvu seveda obilico dela, se pravi, ker tista priprava na pouk, ki si imel do sedaj, ne velja več in moraš narediti prav na novo. Ravno to sem želel vprašati, ker ko sem gledal, kakšne so podatki o starosti učiteljic in učiteljev v slovenski šoli, pa tudi po Evropi, je ta starostna doba res visoka, kar nam seveda govori o tem, da imamo kar nekaj nekoliko starejših učiteljic in učiteljev, ki se morda na ta novejši način teže prilagodijo. Otroci so se pa že, oni pa seveda zdaj to vidijo, da je fino 2 tedna malce raziskovati o vodi in tako naprej. Kako oni pravzaprav torej predajajo znanje? Imate takšne, ki še vedno to počnejo na star način, pa jih probate malce na mehko prilagoditi? Ja, zdaj nekateri učitelji imajo težave v bistvu z znanjem računalništva, čeprav v bistvu smo v preteklosti imeli v šolstvu precej izobraževanja na to temo, vendar ja, računalništvo mora slediti, ker se neprenehoma spreminja. Moram pohvaliti tudi starejše učitelje, recimo veliko je takih, ki spremljajo, ki se učijo in ki delajo
na te nove načine. Tako da ni to odvisno toliko od starosti učitelja, kakor pa od tega, da učitelj želi biti dober učitelj, da želi nekaj spremeniti, da želi, da išče načine, kako bo motiviral današnjo mladino. Vanja, prvi razred je, kot smo rekli, res malce drugačen, ker je ta razpon v starosti otrok, tudi čustveni pripravljenosti na vstop v prvi razred drugačen. Koliko ste se v vaši karieri morali že spremeniti, vi osebno, da z njimi uspete čim bolje zaključiti prvi razred? Vsaka generacija, vsako leto sprememba. Tudi otroke, ne, če gledam, jaz imam 30 let delovnih izkušenj, je odvisno od generacije. Nekatere generacije so, bom rekla, bolj pismeni, že znajo brati. In pomemben je, da je učitelj fleksibilen. Glede na to, da sem jaz že stara šola, absolutno moraš najprej pri sebi se mogla urediti to, da bo mogla nekaj narediti, da se bom ujela, da ne bom imela težave z avtoriteto, da enostavno bo mogla nekaj spremeniti, ker tega me niso učili v šoli. Nekaj so izkušnje, ampak so tudi otroci drugačni. In tako, kot učim letos, vprašanje, če bom drugo leto, ker ne vem, kakšno generacijo bom imela. In meni je to izziv, meni je to čar, jaz osebno se zelo rada izobražujem, imam podporo gospe ravnateljice, kar je zelo pomembno in to se mi zdi zelo pomembno. Ne glede na to, ali smo starejša generacija ali ne, prihajajo tudi mlajši, pa mogoče se vprašaš, joj, kje so ideje, ampak res to je od same osebnosti odvisno. Koliko si pripravljen vložiti to, spremeniti sebe in slišati in videti. Zdaj sem slišal na fakulteti, tega še ne učijo. Vi rečete, od sebe je seveda odvisno. Ravnateljico bom pa vprašal, ali imajo učitelji in učiteljice dovolj nekih možnosti tudi da se naučijo vse to, kar pravzaprav zdaj potrebujejo. Se lahko se sam, ampak vendarle verjetno vi zdaj cel svoj tim nekako vodite, a jim rečete, ok, to moramo iti pogledati, tu se moramo popraviti, a to tako deluje? Ja, na nek način v bistvu načrtujemo profesionalni razvoj skupaj, se pravi, kaj šola najbolj potrebuje oziroma kolektiv zaposleni. Mi se na začetku leta, pa že ob koncu leta pogovorimo, ko naredimo neko evalvacijo, to je nujno potrebno. Vsak učitelj, jaz vedno nagovarjam učitelja, da tudi med letom je potrebno evalvacijo delati svojega dela. Tako kot je kolegica rekla, tako kot sem letos učila vprašanje, kako bom drugo leto. Vsak učitelj mora. Če vzame lanskoletne ali pa 5 let stare priprave, to ne deluje. Mislim, tako da zelo pomembno je skupno načrtovanje in pa podpora. Vedno gledamo, kaj je tisto, kar nas največ zanima in potem taka izobraževanja naročimo. In moram reči, da zaenkrat nam dobro gre, pa vendar podpora mora biti, vodstvo mora podpirati, učitelji morajo pa zaupati vodstvu. In še to je pomembno, da če je veliko učiteljev, ki jim je poučevanje poslanstvo, potem je to veliko lažje delati, sodelovati na šoli. Vedno je nekaj, bom rekla, vlečnih konjev, ki delajo dobro in potem navdušujejo tudi ostale. Tako kot učitelj navdušuje za svoj predmet pri nekem, bom rekla, pouku, tako tudi določeni učitelji na šoli, ki predstavljajo. Pri nas imamo tudi način, da recimo, ko sodelujemo v Erasmus projektu, grejo učitelji v tujino, potem to predstavijo. To imamo zdaj zadnje izkušnje, se je to zelo dobro obneslo, primere dobre prakse, kar so že v razredu naredili, potem ostalim kolegom in tukaj se je tudi kolektiv zelo povezal. Zelo smo povezani in potem tudi ni nerodno, meni vprašati, kako si pa ti to naredila, ali pa pride kolegica iz 3. razreda pa jo vpraša, a mi lahko še enkrat poveš, kako si to zadevo izvedla. In tako se nekako bogatimo. Starejši, mlajši, si pa želimo tudi od mlajših, da bi bili tako, bom rekla, kreativni, ambiciozni, ker niso vedno vsi, tako kot tudi starejši. Ampak če je ena taka zlata sredina v kolektivu, potem vleče, bom rekla, vse naprej. Sam bom zdaj obrnil list naprej, pa bom morda vprašal vas, gospod Janez, ko pa pridejo otroci, na kemijo, fiziko, biologijo, matematiko v višjih razredih, je stvar popolnoma drugačna kot prvih 5-6 let osnovne šole. Zdaj smo pri zbranosti. Če smo najprej slišali, kaj vse morate vi narediti, da to postane zanimivo, da se ves čas nekaj dogaja, ampak ko je fizika, je pač fizika, ali pa kemija. Tam prav veliko telovadbe verjetno ni. Koliko danes otroci
uspejo poslušati zbrano in odnesti od 1 ure kemije, fizike, matematike? Tako kot povsod, če je tisti, ki uči, nezanimiv, potem ne bojo zbrani. Če je učitelj tisti, ki zna motivirati, potem je to mogoče. A tudi pri fiziki? Saj zato vas zdaj to izzivam, da ne bo, ja. Ker fizika in kemija in vsi ti predmeti so lahko zelo zanimivi, vse izhaja iz življenja, praktično mi učimo življenje. Saj fizika ni nič drugega kot hoja, tek, vožnja, skakanje recimo. In če to pravilno predstaviš, lahko tudi pritegneš učence, da te poslušajo in je zanimivo. Ja, je lahko suhoparno pretvarjati merske enote in take stvari, ampak se pravi, z neko motivacijo, z neko zanimivim pristopom je vedno mogoče motivirati učence. Ta vaš odgovor, pa prej moje vprašanje, v resnici že pot naprej, ko vprašam, zakaj oziroma kako učimo naše otroke. A je to zgolj ta teorija, ne? Ker vemo, da je verjetno najbolj suhoparna, dolgočasna, najbolj težko zapomljiva, ali jih s temi primeri, ki so morda pri fiziki, ste rekli, tudi tečemo, ne? Pripravljamo tudi na neko življenje. Se pravi, da vendarle jim kažemo, da to, kar vas učimo, to boste morda že jutri potrebovali. Ko so se spreminjali učne načrte, se je v učni načrt uvajal prav ta praktični del. Se pravi, da se predstavi stvari iz praktičnega življenja, se pravi, da ni nekaj abstraktnega, se pravi, da ko je težko razumeti. Ni vse mogoče, večino pa, tako da če se znamo v svoj pouk vnesti, se pravi tisto iz vsakdanje prakse, je razumljivost večja in tudi lažje poslušajo. Vanja, kot učiteljica, zdaj morda ravnateljica ne bo toliko poslušala, vi pridete v zbornico, tudi učitelji ste zgolj ljudje, jaz to vedno rečem, ljudje imamo pa dober, slab dan, ne vem, težave doma ali pa zavarovalnico, skratka, ves čas živimo, pa gremo potem v službo in enako je z učitelji. O čem največkrat teče beseda v zbornici, seveda o poučevanju, zdaj sprašujem, kaj tam največkrat rečejo, tega niso poslušali ali pa tega se ne morejo letos naučiti ali pa tole pa res deluje. Zanima me, kakšen je ta zbornični pogovor, ko govorimo o poučevanju. Jaz bi najprej prvo povedala, da pri nam zbornica, mi smo kar dosti med odmori pri učencih. Tako da pri nam zbornica ni tako, kot sem bila jaz vajena pri svojih učiteljih, da so vsak odmor se dobili v zbornicah, zaradi tega, ker imamo dežurstva, rekreativne odmore in takrat smo ves čas z učenci. Ampak naprimer pred kakšnimi sejami največ govora je, da včasih si nemočna, Zdaj mogoče bom stopila, pa niti ne mogoče z učenci, ampak starši. In tako kot ste omenili, imamo slab dan, ne zmorem, daj povej mi, kaj bi v mojem primeru naredil ti. Saj jaz sem taka, da sem zelo odprta in pomagaj mi, kaj bi v tem primeru naredila. Da si olajšam to in da ne vpliva to na moje poučevanje v razredu, na mojo slabo voljo. Ampak pride včasih tudi do takih težav. Drugače pa jaz mislim, da smo to, kar je že gospa ravnateljica omenila prej, da smo zelo dober tim in zelo povezani. In s tem, ko veš, da imaš podporo tako med kolegi kot v vodstvu, jaz danes veliko rajši hodim v službo, kot mogoče 15 let nazaj. Mogoče zato, ker se čutim bolj bogato, bolj suvereno in zato, ker vem, da imam podporo. Tudi če bo do česa prišlo, da mi bodo stali ob strani, da mi bodo dali kakšen nasvet. Drugače pa pomagamo si, Predvsem si pomagamo, si prisluhnemo. Včasih je dosti, da samo govoriš, pa govoriš, da te nekdo posluša, ker doma ne želi poslušati. Ja, sam sem pa želel slišati ta odgovor prav zato, ker si želim, da v teh podcastih tudi vsi poslušalci morda še bolj razumejo, da vendarle gre za popolnoma človeške stvari in da je poučevanje seveda del tega, kako se učitelj počuti in pripravi. Zato sem to postavil vprašanje. Morda bi šel zdaj na ta načine poučevanja. Še ena država mi je bila zanimiva. Na Nizozemskem obstajajo šole, ne pa vse, sem pol pogledal, kjer učenci sami sodelujejo pri načrtovanju učnih vsebin. Kako bi to izgledalo, če bi učenci rekli, ok, letos pa mi se stavimo, kaj se bomo učili?
Ja, če bi za celo leto morali to narediti, bi bilo malo težje. A ne? Damo pa to možnost, da učitelj pri posameznem predmetu, tudi to pa v glavnem na predmetni stopnji, a ne? Recimo zgodovina, geografija, ko učitelj reče, kako bi si vi želeli, ali pa kakšen dan, da kdo od učencev poučuje na nek način, da je zamenjana vloga. A ne? Tako da to se da, ne pa zopet ves čas. A ne? Dostikrat rečemo, da nas, oziroma da vas omejuje pa ta knjiga, ki jo dobite na začetku leta, kaj vse je treba seveda se naučiti. Koliko res je omejitev prav zaradi tega, ker se držite kurikuluma? Se pravi, ker vedo učitelji, vse to moram letos predelati. A to pušča dovolj svobode učitelju? Delno, ker bomo rekli tako, ti učni načrti so zelo obsežni, za vsak predmet posebej. Sicer je priporočilo, da učitelj lahko sam si naredi znotraj tega svoj nek učni načrt, vendar smo potem omejeni z zunanjimi preverjanimi znanja. Tukaj pa potem največji problem. Snov je treba predelati v celoti, zdaj pa samo odvisno, na kaj damo več poudarka. Še en način poučevanja bi vprašal, kanadski je tudi zanimiv, tam pa pridejo učenci v šolo in oni postavijo neko vprašanje in potem to delajo. Seveda dobijo nalogo, kje naj to vprašanje najdejo, ne? Da ni to, da ste gledali včeraj nogomet, ne? Pa potem telovadba izgledali, kaj si za Real, za Barcelona, ampak je to tudi morda eden od načinov, ki se že uporablja ali pa je zanimiv, da pri kakšnem predmetu prav pride? Posamezni učitelji, posamezniki to izvajajo, je pa to bolj v manjšini. Jaz se v kanadskih šolah tudi verjetno ne dvomim. Ampak, ko sem iskal res kaj drugačnega, se mi je bila ta zanimiva stvar. Tehnologija. Mimo tega seveda ne moremo. Sami ste že omenili, zaenkrat tehnologija bolj kot ne omejuje zbranost naših otrok, ampak vendarle brez tega verjetno ne bo šlo. Poznamo primere, ko so namesto zvezkov v razrede že razdelili tablice in jih nato umaknili po nekaj časa. Ne? To je vedno treba dodati. Torej, koliko uporabljate tehnologijo? Najprej morda v prvem razredu, a je tam sploh kaj tehnologije potrebne? Otroci ne uporabljajo tehnologijo. V prvem razredu jaz osebno, če lahko zase povem, je predvsem najprej vse konkretizacija. To se pravi igra, potem so delovni zvezki. Neka refleksija, da vidiš, ali otroci razumejo, kaj so naredili. In da razumejo, da jim razlagaš, si pomagamo s projekcijo. To se pravi, veliko je teh spletnih strani, učbenikov, ki lahko navodila jim posreduješ, da je mogoče tudi više, na večje narisano, projiciramo. Ampak to samo za navodilo, da sledijo, ampak drugače se pa jaz izogibam temu, zakaj bi ptičke opazovali preko PowerPointov in računalnikov, če gremo lahko v Tivoli. Mi imamo srečo, da smo blizu parka, tako da jaz se poslužujem temu, čim več konkretno, ker sem opazila, da zaradi ravno te tehnologije otroci dejansko niso videli citrončka, ne poznajo, kaj je šuštrček, in čeprav mimo njih hodijo, vsak dan. Tako da jaz mislim, da ravno v šoli moramo učitelji se zavedati, da jim moramo dati to možnost. In to je največje učenje. Jaz sem že velikokrat rekla gospe ravnateljici, da če bi moja šola bi bila taka, da bi bili samo na taborih in samo zunaj, ker bi se zagotovo največ naučili. Ampak sam bom pa vseeno postavil neko tezo, ko pa govorim, ne vem, morda s kakšnimi strokovnjaki, seveda za digitalizacijo, pa potem znajo povedati, da ko pa dobijo, oziroma da dobijo premalo izobražen kader, ko je čas, da bi pokazali nekaj znanja. Slovenija je ena redkih šol, če ne celo edina držav, če ne celo edina, ki nima digitalizacije v osnovni šoli. Mi seveda govorimo o problemu telefonov, ampak po drugi strani, ko pa govorimo o digitalizaciji, je pa to resna stvar, ne gledanje in swipanje. Koliko tega pogrešate morda v šoli? Saj vem, da so te dodatni predmeti, ki si jih izbereš, ampak vendarle ni pa to. Zagotovo bi morali imeti tudi v šoli predmet, ki bi poučeval o tej digitalni tehnologiji. Je pa tako, da telefonov ne dovolimo uporabiti najmanj iz dveh razlogov. Prvi je ta, da telefona nimajo vsi učenci, nekateri starši še vedno menijo, da ni dobro, da otrok dobi prezgodaj telefon. Drugo pa imamo tablice,
in kadar potrebujemo tak pouk, si jih učitelj sposodi v računalniški učilnici in potem lahko izvede s temi tablicami, ki niso moteče. Zdaj spet, če bi otrok uporabil svoj telefon, na tistem telefonu ima vse živo. In bi ga zelo vleklo proč od tistega, kar dejansko bi moral narediti pri uri. S tablicami, kjer so pač namenske, je potem pa to laže in ta pouk tudi izvajamo in potem je še druga možnost računalniška učilnica. Pri vas tudi tablice na voljo, se pravi za ta digitalni pristop učenja? Ja, mi imamo malce prostorsko stisko in potem smo inovativno rešili, da imamo 2 prenosni računalniški učilnici, če jaz tako rečem. Imamo 28 prenosnikov in 28 tablic in to se lahko prenaša sem in tja. In ko recimo želi učitelj neko snov pa le utrjevati, recimo ne vem, tudi matematično snov se da preko tablice to izpeljati, recimo 3., 4. razred, to je že zelo uspešno, a ne? Takrat to učitelj pač uporabi in ni težav, če otroci pač tako in tako nimajo telefonov. Tako da to uspešno izvajamo. Morda da še vprašam, tablice, ja, v mojem času smo imeli v računalniški učilnici 3 res stare računalnike, že sam sem imel boljšega, a imate moderno opremo v šolah, ko govorimo o tej digitalni opremi? Zdaj, tako gledamo, da res posodabljamo. Pač zdaj strani ministrstva že nekaj časa ni bilo finančnih sredstev, nas pa občina zelo dobro podpira, tako da tukaj moram reči, da vsako leto dokupujemo. In tudi učitelji imajo, vsak učitelj, ki želi, ima svoj prenosni računalnik. V Novi Gorici tudi? Bom rekel tako, to je zelo različno od občin, ker neke občine veliko več vlagajo v to, neke pa malo manj. Tako da nismo povsem enaki po celi Sloveniji, ker je pač to prepuščeno ustanoviteljici šole. Ne bom nič dodal, ampak naj si pa vsak misli, vendarle pa govorimo o otrocih, ki naj bi bili vsi enaki, a ne vsaj enakopravni, ko gre za to. Morda še ena stvar, ko govorimo, da je učitelj prodajalec ali pa podajalec snovi, ne, ali je učitelj lahko tudi mentor? Ali mora biti mentor? Na nek način naj bi bil mentor, ne, in tudi navduševalec, če rečem, ne, tako kot sem že prej omenila. Predvsem ja, ko z nekim zanosom razlaga snov, ne, pa če tudi je nezanimiva, lahko naredi snov zanimivo. A ne. Tako da tukaj trdim, da ja. Strog ali nasmejan in tak, da se veliko pogovarja in da velja za zelo prijaznega. Kaj bolj užge? Vem, da 1. razred je morda malce drugačen, ampak sej. Ne? Ja, ampak tudi v 1. razredu rečejo, ti si pa bolj stroga. Ampak jaz rečem, ne, nisem bolj stroga, sem pa bolj dosledna. Ne uporabljam besede strogost, kaj pomeni strog. Jaz pravim, biti dosleden je na nek način, da si pač vztrajen, ampak kljub temu si lahko prijazen, zanimiv, zabaven. Tako da jaz vedno popravim in rečem pač dosleden, ne? Do vseh enak, doslednost in to je to. Ali bi morda učenci lahko imeli več možnosti ali pa svobode pri izbiranju, kako se bodo učili? Ne doma, ampak v razredu. Se pravi, da bi rekli, mi bi pa več gledali zgodovinskih dokumentarnih filmov, naprimer. Ne bi pa vas poslušali, gospa profesorica ali profesor. To se navezuje na tisto, ko smo prej govorili o učnih načrtih. Ker sicer, zdaj bom rekel, ta digitalna tehnologija tudi v učne načrte prinesla veliko zanimivih filmov in ostalih digitalnih orodij. Tako da je veliko možnosti, se pa tako znotraj pouka in tudi učenci imajo to potem možnost gledati tudi doma. Zdaj ja, da bi sami odločili, bi verjetno... Ampak zapomnijo si pa verjetno bolj, ne? Če jim pokažemo nek modern film ali pa nek dokumentarec ali pa nekaj, kar je pripravljeno za njih, je verjetno vendarle lažje si zapomniti, če to dobro vidiš kot pa razlago. Ja, veliko lažje si predstavljajo zdaj, ko vidijo animacije na sliki, ki prej recimo smo bili odvisni samo od tistega, kar si imel v šolski omari, da si naredil poizkus, pravi, velikokrat ni bilo možno speljati poizkus, ker nisi imel vsega, bom rekel, teh pripomočkov. Zdaj, ko so ti videoposnetki, ko so razne animacije, pa je večja možnost, da pokažeš in potem tudi bolje razumel. Kaj bi bil vaš osebni cilj, če se preseliva še, ko ste bila učiteljica, ne? Pa bi rekli, ja, jaz želim, da moji otroci
odnesejo iz mojega razreda ne zgolj znanje, nismo se dotaknili čustvene inteligence, pa tega, ne, ker ves čas govorimo, kako naj učitelji poučujejo. Ampak vendarle se nam zdi, da otroci že dobijo znanje, vprašanje, koliko se seveda potem zapomnijo in naučijo, ampak o čustveni inteligenci nismo pa nič rekli. Torej, kakšen cilj bi bil, da bi rekli, tudi ta življenjski del jim moram nujno dati. A je to sploh mogoče, ali si to mi malce predstavljamo, ker starši ne opravimo svojega dela? Jaz bi rekla, da se da s svojim zgledom. Kot učiteljica sem vedno delala na tem, da to, kar sem jaz počela v razredu, da sem vedela, da me na vsakem koraku gledajo. Tudi če se okoli obrnem ali če so oni pač kakorkoli obrnjeni. Skratka, da sem jih učila tudi empatije, teh mehkih veščin, ker niso nikjer zapisane. Ker današnjemu otroku morda tega malo več manjka, ne? Ker hitro živimo, starši recimo, ko se z otrokom pogovarjajo, so mogoče zraven še na telefonu ali na računalniku, a ne? Tega pa včasih ni bilo, a ne? Tako da smo si mi učitelji več časa vzeli, a ne? Zdaj pa, če to učitelj še pri pouku dela, pa potem to tudi nagovarja na raznih sestankih ali pa ko imamo svete staršev, pa še druge sestanke, formalne, neformalne, da starše k temu nagovarjamo, a ne? Da je res naj starš tudi z otrokom preživi kvaliteten čas, ne samo, da se nekje drvi, ker otroci so tudi popoldne zelo zaposleni, ne pa da ne bi šla zdaj v druge teme, ampak predvsem da ga učimo za življenje. In to vsak učitelj s svojim zgledom otrokom veliko da. Tudi sama se spomnim učiteljice 1. razreda. No, evo, ravno kar ste rekli, ne bi šla v drugo temo, pa bom iz neke druge teme pa nekaj potegnil, samo zato, da postavim vprašanje, ko smo se pogovarjali o ocenjevanju, sem tam vprašal, ali se včasih prevečkrat ocenjuje neznanje, ali pa kakšne načine ocenjevanja uporabljate. Bom pa tukaj drugače vprašal. Ali otroke učimo samo zato, da bodo na ocenjevanju znali in bodo dobili dobro oceno, ali je vendarle veliko razmisleka tudi o tem, da to, kar predavam oziroma učim, pomaga potem, ne vem, če ne vsaj za tisto oceno, pa vsaj pri NPZ-ju, da se pohecam, ne? Zdaj, naloga učitelja, in to mislim, da večina učiteljev to tudi tako vzame, je, da naučijo. Da je to prvo. Je pa žal, da se učenci učijo predvsem za ocene. Sploh potem v višjih razredih in tukaj je velik problem. Ko poslušajo takrat, ko je preverjene znanja, drugače pa niso motivirani. In mogoče prav strah, recimo se bojimo, kako bo zdaj pri izbirnih predmetih, ki v razširjenem programu ne bodo ocenjeni. Se pravi, tam bo zdaj učitelj rabil veliko več motivacije, da bo prepričal, da bojo poslušali, da se bojo kaj naučili. Pa čeprav ne bi smel, ker so si sami izbrali ta predmet, a ni tako, ne? Dostikrat upamo, da bi bilo tako, pa ni, ne, potem, a? Izberejo si pa najlažji predmet, tak predmet, za katerega vejo, da bodo na... Še eno stvar bom morda odprl, poučevanje matematike in glasbe. Izbral sem čisto naključno, enako pomembno. To moram tudi vprašati, zato ker ocena na koncu pa je, a ne, 5 pri matematiki, 5 pri glasbi danes velja enako ali pa pri likovni umetnosti. In včasih tudi kot starš rečem, pa dobro, je treba res pri likovni dati tisto 3, ki morda potem učenca demotivira, ampak pri poučevanju verjetno je pa vsak učitelj prepričan, da je njegov predmet najbolj pomemben, ne? Ja, velikokrat je tako, a ne? Ampak se da to tudi povezovati, ne? To smo že tako? v predmetnem povezovanju, a ne? Sicer pa sama, ko sem poučevala, sem imela ves čas v ozadju glasbo. To inštrumentalno in to v takem ustreznem, bom rekla, ritmu, ki je bil za tisto delo primeren, ne? In je tudi pri matematiki bila glasba in tudi pri neki slovenščini ali pa likovni vzgoji, ne? Tako da to se je dalo, ampak to je zdaj, ne, ta kombinacija. Sicer pa, če učitelji poučujejo, so ravno pri teh, bom rekla, medpredmetnih povezavah lahko aktivni in se potem ena snov, če pravimo, da so učni načrti preobširni, če se učitelji usedejo skupaj, ne, potem ugotovijo, da zgodovina, glasba se da že povezati, ne, pa potem mogoče še kakšna geografija in marsikatero snov lahko naenkrat bom rekla, obdelajo in ni potrebno pri vsakem predmetu posebej, ne, in je to medpredmetno povezovanje potem zelo uspešno lahko. To se dobro sliši, koliko tega lahko dejansko izvedete? Veliko. In tudi več časa nam ostane. Meni osebno, kadar imam medpredmetno, imam veliko več časa, zaradi tega, ker v eni uri imam matematiko, imam spoznavanje okolja in imam slovenščino. 3 predmete, a ne, dejavnosti, aktivnosti ne smejo biti, pač so
starosti primerno dolge, ampak potem imamo veliko več časa, da gremo na igrišče, da gremo na sprehod, tako da mislim, da si izmeriti se da, ne vsak dan, ampak in tudi otroci imajo to zelo radi. No, še to, ja, otroci imajo zelo radi. Eni imajo zelo radi vizualni del, eni zelo radi poslušajo, eni pa malce manj radi poslušajo, ampak morda so pa, ne vem, kinestetični, naprimer, ne? Tako, se pravi, zdaj, ali je tudi to možno, da se učitelj prilagodi, vem, da se to lepo sliši, ampak če imaš 28 otrok, verjetno težko za vse 3 skupine, ki sem jih naštel, pripraviš isto predavanje. Je to možno ali tukaj veliko o tem razmišljate? Težko. Ravno zaradi tega, tam, kjer so velike skupine otrok, ker imaš različno populacijo, se pravi od učencev priseljencev do učencev, ki potrebujejo učno pomoč, do mogoče, mislim, nadarenih. Različne, v eni skupini imamo različne otroke in vse prilagoditi vsem je skoraj nemogoče. Zdaj ja, če bi imeli tiste mirne otroke, ki bi poslušali, sedeli in tako, bi bilo lažje. Vendar vemo, da je to zelo razgibano, da ni tistega miru. Je pa res, da mora potem učitelj iz tega narediti tisti ustvarjalni nemir. In smo spet pri učitelju. Pa smo spet tudi na začetku, ker smo ugotovili, da ta slika mirne učilnice in učitelja v resnici ni neresnična, pa še slaba bi bila danes. Zvonec bo zazvonil, kar pomeni, da je naša šolska ura končana. Kar dobro ste sedeli, vidim, da se niste preveč presedali. Če bi imeli čarovno palico, ne šibo, ampak palico, pa bi lahko spremenili način poučevanja z vsemi izkušnjami, ki jih imate, in bi se to naslednji dan že videlo, kaj bi naredili. Ja, največ bi imela pouka v naravi, da bi otroke peljala v naravo in da bi jih res pripravljala za življenje. Da ne bi bila omejena, da bi imela recimo za vsak predmet samo na eni strani učni načrt in bi potem z otroki res jim dala tisto, kar bi si želela. Bom kar enako vprašanje vam postavil, ker ste učiteljica. Ja, jaz enako, kot sem že prej omenila, da ne bi bila med stenami, da bi bila na prostem in da bi imela proste roke. In ker tega ne bo, ker vse šole seveda niso v naravi, večino šol imamo v mestih, v Mariboru, v Celju, ker sicer je narava blizu, ampak vendarle preden se otroci oblečejo, mine že pol ure in potem tako naprej. Morda še za vas vprašanje, prej ste omenili, poučeval sem v gimnaziji, višje razrede, vse. Kaj je tisto, kar bi lahko vi spremenili, če bi lahko, pa bi potem se takoj poznalo, da je bila to prava odločitev? Težko vprašanje. Vem, zadnje vprašanje mora biti najtežje, ne? Pridružujem se povedanemu, sigurno pa je pomembno tudi okolje, ker poučujemo, se pravi podpora, se pravi tako tisti strokovni služb kot materialna podpora, da lahko kvalitetno izvajamo pouk. Ja, hvala lepa. Saj vem, lahko bi kdo rekel, ja, niste se dotaknili tega, kako naj starši doma učimo otroke, ampak načeloma naj se otroci učijo v šoli in zato smo o tem govorili, kakšni načini poučevanja obstajajo, morda v tujini, česa vse se lotevate, ker se mi zdi, da starši ne vemo, kaj vse poskušate, da bi se otroci naučili. Hvala lepa, da ste prišli iz Nove Gorice, Ljubljana nam je vendarle bliže temu šolskemu muzeju in ja, da želim vam čim več dobrih in novih pristopov za novo šolsko leto, da bomo lahko rekli, poslušali so in se naučili, prav? Hvala vam. Vam pa najlepša hvala, ker ste bili z nami v tem novem podcastu, torej o tem, kakšni načini poučevanja v naših osnovnih šolah so. Zagotovo smo kakšnega izpustili, pa se ga boste sami spomnili. Morda smo kakšnega na novo omenili, pa ga boste predlagali, če ste pa med poslušalkami in poslušalci, učiteljice in učitelji, potem pa dobro veste, kaj najbolj deluje za vaše šolarje. Hvala, do naslednjič.